Spoštovani, med nami lepo pozdravljam gospod Tjašo Korenčan, strokovnjakinjo za kadre na zavarovalnici Sava d.d. Pozdravljeni, hvala lepa za povabilo. Leta 2016 ste združili 4 zavarovalnice in kot pravite sami, ste na novo zaživeli in postali ena izmed največjih zavarovalnic v Sloveniji. Združili ste najboljše ljudi, znanja in izkušnje. Zaposlujete več kot 1200 zaposlenih. Povejte mi, gospa, katere so ključne vrednote vašega podjetja? Ja, mi je zelo všeč to vprašanje, zaradi tega, ker smo ravno sredi projekta prenove vrednot. Lani je padla odločitev, da je mogoče čas za osvežitev vrednot in smo seveda v sodelovanju z vsemi zaposlenimi pripravili nabor 5 vrednot, ki povedo več kot prejšnje. So opisne, ker se nam je zdelo, da na ta način lažje povzamemo tisto, kar želimo povedati in da se na ta način tudi lažje vsak najde v njih. Zdelo se nam je pomembno, da se vsak zaposleni poistoveti s temi vrednotami, ker bomo na ta način lažje gradili kulturo, kakršno si želimo. V naslednjem koraku sledi še prenova poslanstva in vizije družbe. Naše vrednote so na malo drugačen način bile zasnovane, zato sem prinesla s sabo takle blokec. Vsaka naša vrednota ima svojo ikono, svojo barvo, svojo zgodbo, svoje ambasadorje in svoj mesec. Zdaj spoznavamo vrednote, vsak mesec pride na vrsto ena in potem z različnimi dejanji jih spodbujamo in jih poskušamo udejanjati. Potem, ko se bo zaključilo to obdobje, ko jih spoznavamo, bomo pa šli še z dodatnimi aktivnostmi naprej, da bomo poskrbeli res, da nas spremljajo na vsakem koraku. Zdaj, imamo jih vse povsod na plakatih, v naših prostorih, na ohranjevalnikih zaslonov, na Teams ozadjih, tako da vse povsod nas spremljajo in v tem rokovniku, na primer, je poleg tega, da imamo prostor za zapiske, so tudi zgodbe, tako da vmes med delom se lahko potem tudi spomnimo nanje. Katere so te 5 vrednot? Katere so to? Povezanost, empatija, zdravje, razvoj in trajnostna naravnanost so opisne v povedih, kot sem že prej omenila, zdaj mogoče ne bi vseh, ampak eno sem tako za lažjo predstavo. Povezanost, na primer, srčni odnosi so naš vsak dan, različni, a povezani, dosegamo skupne cilje. Empatija, na primer, prisluhnemo, slišimo in spoštujemo, strokovnosti dajemo prijazen obraz. Tako da se čisto drugače sliši, kot če je to samo naslov. Tako kot ste povedali, in te vrednote so tudi temelj dobrega biti. Tako. Vaša obljuba novim sodelavcem pa pravi: zavarovalnici Sava delo ne bo le služba, ampak prostor, kjer boste našli svoje poslanstvo. Kako zavarovalnica Sava d.d. skrbi za zadovoljstvo svojih zaposlenih in kakšne ugodnosti nudite svojim zaposlenim? Želimo si vzpostavljati dolgoročne vizije, tako kot v odnosu do stranke, tudi v odnosu do zaposlenih sledimo naši obljubi, našemu sloganu Nikoli sami. In morda ravno zato imamo zelo veliko zaposlenih, ki so pri nas začeli kot študenti, se razvijali in potem mnogi od njih danes tudi vodstvena delovna mesta zasedajo, tako da smo zelo ponosni, da res nudimo konstanten razvoj, da omogočamo pridobivanje znanja, da se izobražujemo, da ostajamo ves čas v vrhu stroke. Smo tudi inovativni, vsak naš zaposleni ima možnost kadarkoli preko spletnega mesta, ki je posebej za to oblikovano, oddati kakšen svoj predlog, svojo idejo. Potem strokovna komisija vse to pregleda v vrednoti in tiste ideje, ki jih je možno implementirati, jih potem še dodatno nadgradimo na raznih inovacijskih delavnicah.
in lahko nastanejo novi postopki, novi produkti s tem. Tako da spodbujamo tudi inovativnost, iščemo v bistvu take kandidate, ki bodo pripravljeni na vseživljenjsko učenje in bodo radovedni, se bodo radi izobraževali, zaradi tega, ker je to eno tako področje, ki nam je še posebej pomembno. Skrbimo za prihodnost in smo ponosni v bistvu na to, da smo med najbolj uglednimi delodajalci. Ne. Zagotovo, skrbite pa tudi za zdravje svojih zaposlenih, sem slišala. Absolutno, ja. Da imate tudi nek zelo poseben prostor v vaših čudovitih prostorih v Mariboru. Ja. Na sedežu zavarovalnice Sava v Mariboru smo oblikovali poseben prostor, ki se mu reče gibalnica in je namenjen izvajanju aktivnih odmorov med delom. Na ekranih se predvajajo vaje za hrbtenico, za pač različne odpravljanje različnih tegob, ki se pojavljajo s sedečim delom. Tako da ta prostor radi obiskujemo, ne, in spodbujamo njegovo uporabo. Spodbujamo tudi hojo po stopnicah, tako da imamo na stopnicah motivacijske nalepke in tudi jaz sama, na primer, se potrudim, čeprav sem v 10. nadstropju, da grem vsaj parkrat na teden celo pot peš. Sicer program promocije zdravja pri nas ni le črka na papirju, ampak preverimo raziskave zdravstvenega stanja in potem pogledamo, kje imamo največ izzivov in skladno s tem potem ukrepe prilagajamo in tudi ves čas osvežujemo. Osredotočamo se na fizično in tudi duševno zdravje, ki je zelo pomembno, pa seveda tudi ravnovesje med zasebnim in službenim življenjem, tako da imamo ogromno aktivnosti, v bistvu za vsak lahko najde nekaj za sebe. Super, zelo pohvalno. Kakšne veščine in kompetence pa pričakujete od kandidatov, ki se prijavijo na vaša razpisana delovna mesta? Na čem morajo graditi mladi? Ja, glede na to, da smo storitveno podjetje, zagotovo so v ospredju socialne kompetence. To se pravi komunikacija, veselje do dela s strankami, timsko delo, sodelovanje. To sigurno ne bo nikoli iz mode. Sicer se zdaj pač v duhu časov, v katerih živimo, tudi pojavlja potreba po izgradnji kompetenc ali pa krepitvi kompetenc povezanih z digitalizacijo, digitalna pismenost, potem sposobnost hitrega prilagajanja spremembam. Mladim pa bi svetovala, da naj se posvetijo kompetencam prihodnosti, poleg že omenjenih digitalizacije in socialnih kompetenc tudi kreativno razmišljanje, to se pravi gledanje izven okvirjev, ker če se ves čas nekih ustaljenih poti držimo, ne moremo napredovati, kar je pa za nas zelo pomembno. Tako, potrebno je stopiti iz cone udobja in se prepustiti toku gradnje svoje kariere in izzivi prinašajo tisto nekaj več in napredek. Res je, ja. In pa še tudi kritično razmišljanje mogoče. No, ne to v smislu, da se pač ne strinjamo, da kritiziramo vse vprek, ampak da smo sposobni v poplavi informacij, ki jih imamo na razpolago, izluščiti tiste, ki so najbolj optimalne in na podlagi katerih potem lahko nek zaključek naredimo in sprejmemo neko rešitev. Tako, in upam tudi, da so naši obiskovalci prejeli nekaj koristnih informacij z najine strani. Iskreno se vam zahvaljujem, Tjaša, za tale pogovor in vam želim vse dobro in uspešno na poslovni poti. Hvala tudi vam in hvala lepa za tak odličen dogodek. Res smo veseli, da ste nas povabili, z veseljem smo prišli, zelo dobro je obiskant, tako da vse pohvale. Najlepša hvala. Hvala.